imeli enega komandanta, ki je bil še ljubca. Bil pa je zelo razgledan in med ostalim nas je enkrat opozoril, da danes bomo imeli pa eno akcijo, da bomo videli, kaj se bo zgodilo, ko bomo našega mesarja, ki je imel 140 kila, 150, ne vem, koliko jih je imel, in je z roko volal bom. To smo rekli, tega bomo zdaj mi s prstem dvignili. Ampak on je gledal nas, ker je vedel, da smo z vsem limancem našpičeni. Kaj bo, te lavor vode, ki me bo pošpricil, kaj bo, je bil v tem strahu. Bistveno pa eno. Povedal je takole, nobenega sranja, fantje, to je resna stvar. Jaz ga bom tle prijel, pri vratu, ti tle, una dva tle in dva pa za noge, sam s prstem. In ko bom jaz povedal povelje, on ne sme slišati. Kaj pa je spet to? Ne sme vedeti, kaj se bomo pogovarjali. Rekel sem, glede, in ko mu rekel hop, ga bomo počas dvignili in ga potem počas tudi spustili dol. No, to sem pa rekel, to ima pa res nekaj senzacionalnega. In kaj je bilo? Potem je pa rekel, ko bom rekel hop, ga bomo dvignili. Naprej povej. Ko bo rekel hop, ga bomo dvignili. Pa je bil pa čistar, nekaj je šlišil, pa ni vedel, kaj govorimo. In naenkrat je on rekel hop, in smo ga dvignili. Teže ni bilo več, kakor tole. Pa smo pa rekli, ja, kaj pa sam pol, ki je vstal, je pa sam gledal, na čem je ta finta, da smo ga dvignili tako. Veste, mi imamo močne energije v sebi, ki jih sploh ne poznamo. Človek je tako mogočna energija, je sestavljen iz take mogočne energije, da lahko ustvarja čudeže, prave čudeže. Potem sem videl v filmu, kateri je bil znanstveni, kako so dvigavali 5000 težek kamen. Na vsakem par centimetrov so bili te s prstom, po istem receptu, kamen se je dvignil. Pa smo pa rekli, ja, mi pa tega znanja danes nimamo. Zakaj ne? Ja, saj imamo že danes tako elektroniko, pa tako znanstveno bazo, pa žerjave, pa to, da se samo na to zanašamo. Na tisto osnovno moč, ki pa je v nami, jo pa ne znamo aktivirati. Jo sploh ne aktiviramo. No, zdaj če gledamo, jaz sem imel od začetka v mladosti, ker sem tudi v eni knjigi pisal, moč, da sem dobil knjigo Hipnoza. Bila je na Hrvaškem, ampak jaz sem jo predelal to tik pred drugo svetovno vojno. To hipnozo sem doma treniral in so vsi pomislili, sem takole mečken ausgleisen. Kaj ti začel sem delati vaje, uči se, vse je vrat, kaj sem počel, no, je to v tem dosti ne bomo govoriti, ampak v glavnem, kaj je bilo, lahko sem ljudi zaustavljal na cesti. In gledal sem v zadnji v zapilnik, mojo voljo, stav se. Začetka ni, a pol je pa vstal. Pa vsak pogledal, ko pa hočeš ti. Proklimansk mulc, ne? Jaz sem pa tako nedolžen pogledal. Vse veste, ja, kako pa ne bi Oleg kakšno huda stvar naredil. Pol je bilo pa tako, da smo imeli tam, ko smo šli v šolo, enega mesarja, ki je imel enega velikega psa. Ja, in to je v mladosti črnogredega humorista opisano, in je ta pes bil strah in trepet. Tak sem rekel, zdaj bom pa videl jaz. Koliko imam jaz moči nad njim. In sem prišel, ker so ga pa vsi šolci, ki so hodili dražili, sam pogledal je, pa je že pobesnil. Da sem pa jaz prišel. Kaj hujšga, ker sem vrat odprl. On je bil sicer na špagi, ampak zelo blizu tistih vrat. Sem prišel k njemu in sem rekel,
Šuka! Šuka! No, božji, da pa si najprej gledal, pa sem ti nič. In se je obrnil, rep, ampak, ko je pa prišel bajto, je pa ven skočil spet. Šuka! In se zagrabil tisto avleku, letno. Ko je cvilil, kada ga tepem. Gospodar na balkonu, ko pa delaš, mulc? Vse pa spet, gospodar mu je dal psu malo energije. Vse sem jaz tudi tle, ne. In kaj je bilo? Nič. Se je teh bod. Šuka! Orka pipel. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, ko sem drugi dan prišel, so ga otroci dražali, je lajal, sem pa jaz prišel, čak, sam še rep sem videl. On se pa po šoli govoril, da je ole hipnotizar. Potem pa je eden rekel, koga, nič gleda, tudi jaz bom šuka, pa bomo videli, pa bo. In je prišel, čez 2 ure je prišel rešilc in so ga peljali v bolnico in sem zato bil tako rekoč pred zadnjim ukorom, ker sem navajal ljudi na take grozanske stvari. No, začelo je to prebujanje v meni, da je ta energija zelo močna. In kaj je bilo? Zgodilo se je to, da sem hodil popolnoma brez kakršnega koli strahu. In ta strah se je izselil iz mene. Ko sem bil 41 leta pred ustaškim vodom streljanjem, se jih streljali, jaz sem gledal in sem rekel, on pa videl, če me bojo zadelovali. Ko pa nisem mogel verjeti, kaj pa je z mano? Vse je vsak, ko gre na svet s strahom, ne pa da še tlega še osledila. Po noč, ko je bilo ropotal, so me dvignili, poglej, je bil v zaporu, kaj je dol na dvorišču. Pa vidim kamion samih truk. Se je rekel, fantje, pošli se nam pripeljali. In spet nisem mogel verjeti, a je še na svet kakšen tak vasu. Ampak, glejte, ja, to je smešno. Toda, glejte nekaj, drugi so bili popolnoma nesposobni kakorkoli kaj delati. Ja, ko sem bil v predstavih, so mi rekli, pa temu oslu nikoli nič. Zakaj? Ja, ker nisem imel nobenega občutka, da lahko nad mano kdo vlada. Kajti, če boste vi začeli vaditi, kakor vam bom danes povedal, boste videli, nenadoma boste začeli dobivati novo moč. Tista moč, ki jo vam pa spi. Zakaj spi? Ker jo niste aktivirali. Ja, bomo takole rekli. Kdo je sposoben v hipnozi izdelovati takega? Veste, ni človeka na svetu, bi rekel, ki se ne bi dal hipnotizirati. 3 pa so le taki, ki se ne dajo. Norca ne moš. Kateren rekel, mene pa ne more, jaz sem rekel, norca sem bila. Kaj? Norca, pa je mislil naprej za mojega letela. Norc, pijanc, pa otrok. Te 3 zelo težko spraviti v to stanje. Jaz sem z Rubenem imel veliko govora. Pa smo rekel, da bom poskusiti malo s hipnozo. Pravi, Igor, zdaj smo to že probali. To je samo trenutno. Ko pa ta ni več v njemu notranji napor, naboj, je spet strahopetni. Spet pije. Ja, se rekel, kaj pa akupunktura? Pust, to je čisto druga stvar. To je kitajska modrost, katera deluje, ampak spet na drugačnem polju. To s hipnozo nima nič skupnega. Dobre, a se da to kaj uporabiti za kakšne praktične stvari? Seveda, vsak bi moral to znati. Zakaj? Ja, zaradi tega, da bi svoj duhovni jaz, pa fizično, dvignil na nivo, kakršen bi moral biti. Ko sem rekel, dobro je, kakšne pa so metode za avtohipnozo? Da te eden hipnotizira, to je bil Svengali, ki je takrat v tistem času zvenel kot eden najmočnejših hipnotizer. V Kino Union je naredil to vajo, oziroma to potovanje,
da je noter bilo enih 800 in je povedal, da noben ne more ostati. Ajde, vstanite, pa so 3 ostali. A je rekel, pejte mi gor, jaz boš pa tle usedel. In kaj je bilo, no zdaj pa vstan, pa ni mogel, ker takrat nisi ti gledal mene. Ja, res. To se pravi, mi morate vedeti nekaj. Mi moramo se zavedati, da če bomo vadili, in kaj je to najhujše? Najhujše je to, da prenehamo z vajanjem. Mi hočemo, pa smo že gospodarji situacije. Ne. Ker smo živeli toliko let v tem občutku, da je tako, kot je prav. Ne da se nič spremeniti. Seveda se da spremeniti. Samo ti moraš svojo energijo dodati tisto, kar rabiš. Primer. Ura, naj se ni, da je redek med vami, ki ni tega doživel, razmišljal je, o 5 moram vstati. Pa je nenadoma se začudil, kakšna ura pa je v njemu, da je o 5 vstal. Pa se prebudil. Ampak, če pa ti to ponavljaš in delaš kratko malo, zgubiš sploh potrebo po uri. Vsak čas lahko veš pol ure. Do sekunde. Ne da je to pol ure, čez pol ure. No, seveda, pa sem pa rekel, jaz bom to treniral. In sem treniral in sem rekel, zdaj ob 10, ko bom v mestu, se bom zaustavil in pogledal na uro. 10 pa 7 minut. In tako sem probal, tako sem delal. Samo take vaje. Zakaj? Zato, da se je moj notranji privadil za novo obliko uporabe možga, ki sem ga uporabljal ponovadi, tako kot vi zdaj, pa mi tudi, pa jaz tudi zdaj. Prve pred 90 letih, mi je končno nehalo to neumno moje delovanje, ampak koristim pa še zmerom. To zapravi zdaj kaj? Zdravnika ne rabim. Ote rekel, je to mogoče. Zdaj boste vedeli nekaj, ko sem v fabriki 53 leta, pa 56, no, tako, ja, v fabriki zgoril. Delal sem na visokem naponu, nekdo je šel pa vključiti, pa smo dali gor mrtvaško glavo, ne, vključujte, delamo. Klešče so se mi v roki stopile. Tle, do tle dol, sam plamen, vse je zgorelo. Sam opekline, zadnje stopne. In kaj je bilo? Pripeljali so me po nekaj urah v Skopsko bolnico, samo zaradi eno obliko, kakega pa smo pripeljali. Ampak medtem, ko sem ležal, sem slišal, da nekdo nekaj jamra. Joj, pravi, a ste pri zavesti? Rekel, kaj pa ste? Ja, prav, duhovnik, sem prišel vas v svetu gledati, ste prinesel jesel, kaj? Solata sem še dober. Aj, ni mogel verjeti. In kaj je bilo? Interesantno je bilo, da ko sem prišel potem v to operativno zadevo, so mi dajali samo gor mast, ker nisem mogel nič drugega. Mogel sem pa dol posneti. In kaj se je dogajalo? Veste kaj? Takrat sem pa rekel, fant, si ja hipnozo uporabil. Prav lušten se imam. Če to verjeli ali ne? Prav lušten se imam. Ležal sem, pa je sestra prišla, je hudo kaj? Ne, v redu. O, moj Bog, takih pacientov bi pa radi bil. So kričali, se zvijali poločke, so bili tudi z opeklinam razni, pa z raznim, ker to je bil del bolnice v tem sektorju. Ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da sem postal imun na bolečine.
Zgodilo se je, da mi je žena umrla. Ampak, veste, duhovni udarc je dostikrat hujši kot fizičen. Posebno, če si navezan na osebo. Če ti nisi navezan, potem je vseeno. Grobarijo čisto vseeno, koga pokoplja. In kaj se je bilo? Ko je umrla, sem rekel, hvala Bogu, prav srečen sem bil. Zakaj? Ne zaradi tega, ker sem bil škodilen, ampak da se ne matra. Začela je moja druga stran obsojanja in presojanja življenja. Spoznal sem, da to življenje mi na vse zadnje sami uničujemo z jamranjem. Se kdaj pa kakšen človek zadovoljen? Nikdaj, pa ima vse. Vse, kar se pravi, takrat, ko vse zgubiš, pol vidiš, kaj si vse imel. V drugi svetovni vojni, takrat, ko so vasi bile požgane, pa eno in drugo, so begali in so videli, ostalo jim je samo življenje. Ampak kaj je iz tega življenja in nastalo spet novo področje življenja. Pozabljeno je bilo. In ko sem jih potem sprašal po tolikih letih, kako je bilo pa takrat, hudo, ampak zdaj je pa že vse. Vidite, čas naredi svoje. In mi ta čas lahko spremenimo v trenutek. Zdaj, če bomo mi se začeli zavedati, da bi rad postali močnejši gospodarji bolečin pa situacije, pol moramo začeti delati. Kako pa to delamo? Najprej je potrebno dvigavati svojo osebno samozavezo. Ne sebe crkljati, pa jamrati. Bodi tisti junak, ki rabiš, da boš premagal vse, kar bo. Jaz sem delal vraga in pol, svečo sem dajal. Vela sem bil potem v bolnici, da sem me v peklinino spravil. Rekel, sveča nič ne moreš. Duš, pa pekel, je bilo pa le prehudo. In smrdel, zdaj sem makel pila, kaj nor, slejka tam. In sem šel in so me potem ziknuli, pa ne vem s čim. Drugič, sem dal pa drugo roko. A veste, kaj je bilo? Nič. Isto sem doživel, ko sem hodil po žerjavci. Ko smo čez nekaj let v Gozd Martuljku imeli velik ogenj, velike plamene, ajde čevlje dol, pa smo šli bosi tam. Kjerkoli se je upiral, ta se je malo upirkal. Kjer je šel pa tako, pižga tric gleda vse skupaj, šel in nisi nič mislil na to, brez opeklin. A potem do žerjavca, to ni bilo kakšen tak. In sem rekel, kaj pa je to? Vidite, v mozgu obstoja zapis prejšnjih izkušenj. Če si se upekel, te bo spekel. Pa sem pa rekel, sveče ni, sem rekel, sveča gori. Pa ni bilo nobene sveče. A veste, da sem dobil opekline? Da ste videli? Opekline sem dobil. Pa, kako pa to je mogoče? Ampak kaj je? Varovalna plast je nastala. In tako sem začel z raznimi stvarmi in sem rekel, zdaj bomo pa naredili take šolske oblike vaje. Moram začeti hipnozo poznanstvenim, avtohipnozo poznanstvenim. Prva stvar, kar je, strah nepoznanstva. Pa sem šel na Ljubljanskem gradu, po tistih skalah gor, tako še ni bilo nič betonirano, so bile skale tako gor. In sem po njih lezel. Seveda so otroci prišli šole z mano gledati. Spet sem dobil gor, ker je en za mano lezel gor, pa dol padel. Ker je bil uverjen, če orek lahko, bom tudi jaz lahko. Kaj pa sem imel? Samozavest.
da se me ne more nič zgoditi. Kratko, malo, vse v redu. Ni straha, ker strah je eden od največjih naših sovražnikov. Od straha še spati ne moreš. Tisti vic, to je pa humor, ampak je zelo duhovit. Ko mož ni mogel spati, pa je žena rekla, ja, Lojze, kva pa je, da že tretjo noč nič ne spiš. Veš prav, jaz bi moral sosedu dati denar, da sem se sposodil, zdaj ga pa nimam, pa ne vem, kva čem narediti. A zaradi tega ne spiš? Čakaj, pa je odprla oken, Lojze, pa je Lojze odprl oken, kaj je? Moj mladec nima denarja, tako da na všte računu. Pa do, prav, ko smo naredila? Jaz je pa una bo spal. Kako se da prenesti težavo ven iz sebe. Mi pa vse imamo, razmišljamo in razmišljamo. Ampak kaj pride? Pride od tega, da od nas je odvisno, ko bo to delovalo. No, dobro. Potem so bile še druge stvari in sem rekel, da moram pa praktično začeti vaditi. Vaditi? Kako vadimo? Vadimo pa zdaj ena stvar. Zelo važno je, da mi damo temu dogodku pomen. Če boš to sam naredil, sam zaradi tega, da bo veliko gogo, da bo nič. Aktivirati moraš svojo notranjo razmerje. Da veš, da se zavedaš, to je pa nekaj zelo, zelo pomembno. In da je bilo, pa sem naredil lepo, kaj se že reče, misca, voda, pa noter sol v to vodo in sem se umil s tisto vodo. Oči sem imel odprte in čez par dni nisem skoraj nič videl. Vse si mi je karkoli delal. Jezus ga, pa zdaj spet noriš, a vi zdaj lavor, pa se ja. In tako so ugibali, kaj še ne bom naredil za nenaumnost. Ampak pravi, delaj v knjigi. Zakaj? Da boš dobil slep pogled. Ne slep, tisti, kača, ki gleda. In ko sem teto pogledal, je rekel, Isus, kako me pa pa je. In dobil sem tisti oster pogled, da avtoritetni, ko ga pogledaš, ja, je že v redu. Kaj ti na vse zadnje? Se moraš dvigati, da nisi ti vse nič, ampak da si tisto, kar si. In ko sem pogledal, potem, če profesor je šel, da je že v redu. In sem videl, da deluje. Teto sem zaustavil, ni mogla hoditi. Pa je zdaj to. Kaj sem rekel? Papagajčka sem vzel. Pa sem ga držal rok, pa gledal sem nekom. In kaj je bilo? Ta cel gorno razumel. Jezus Marija, veste, da je naš kuko vrl. Jezus, čez pure pa že prvo. Ampak ko sem prišel jaz bliz, Fugoža, je že letel v kot. Psa, zdaj enega, zdaj drugega, zdaj tretjega. Ko sem hodil po cesti, sem sam govoril, šukal. Pa je s tem človekom, a je to satanu ne moj. In dobival sem popolno notranjo zavest, da vse lahko naredim. Ne, da bi bil zdaj zaradi tega. Drug so se sekirali zaradi tega. Jaz sem rekel, piš, da v to sploh nič ni. In tako, pa sem pa rekel, zdaj bomo pa začeli z vajem. Vaje pa piše, sem popolnoma miren in lahko naredim z roko, da bo vroče. Pa si jo dal roko, pa si jo držal. A nič ni bilo vroče. Ker sem se premal umiril, pa sem začel pa umirati se. In to umirjanje sem delal 2-3 mesece. Tukaj sem prinesel recept, kako se taka vaja umirjanja dela. Boste dobili, naša draga
knjižničarka bo poskrbela, da kdo je zainteresiran, da bo to ona potem dala tistemu, da bo začel izvajati. Ker verjamem, da vsi ne boste začeli teh stvari, ampak veste, to je nekaj. Ponavljati, ponavljati, ponavljati. Nihče me ne more prestrašiti. Tukaj lahko grem in so hodil čist po robu raznih teh. Ja. Pa kaj je bilo? Če pa nisem jaz na to pomislil, sem že bil cadom. To se pravi, veste, samozavestno, to je treba vežbati, vežbati, vežbati. Vsak trenutek je treba vedeti, da ti moraš sebe jačati. Ješ, pa sem jedel, pa mi ni pasalo. Tako je odlično. Ja, 300 zelenih sem rekel. Sem šel k psu spat. Smrdel, ker ga nikoli noben ni vkopil. Kako lepo diši. Zjutraj, ko sem prišel v šolo, sem smrdel. Sem rekel pa, kje si pa bil, da tukaj smrdiš? Vse sem narisal na se. Bog sem imel vse polno. Pa sem spet bolhe. Ja, ne grizejo. Neč me ne grizejo. Ja, drug je šel zraven mene in rekel, veš, Madonna, imam stohen Bog. Ampak dejstvo je nekaj, veste, skozi dobro voljo, humor, skozi obliko, boste najhitreje prišli, če boste pa resni tam. Ne. In kaj je bilo? Hrano, kar je bilo, je odlično. Ko sem bil v zaporu, v Nišu, to sem bil takrat hrana, to je informiral, so nam dejali samo vodo, ki je bila mečkan pobeljena, zelo s tistem, kaj se že reče, mesom. Crkavali so od lakote. Vse mi opisal, koliko jih je malo. Jaz sem pa rekel, tako fajn juhe, še nikoli nisem jedel. A veste, kaj sem prišel do česa? Danes imamo v Evropi čez 100 ljudi, ki nič ne jejo. Nič ne jejo. Prano. Ja, prano. Kaj pa je prano? Energija. In če ti to energijo absorbiraš v sebe z zavestjo, da je to hrana, je hrana. Če boš pa rekel, to ni nobena hrana. Ja, ko tako lačen, da te bo pri meni odcvilil, boš mislil, da si iz opere prišel. In kaj se dogaja? Dogaja se, da dejansko človek lahko manipulira z seboj na vse načine. Ko si bolan, pa se ne smili sebi. Jaz sem zdrav. In ker pa notranji organi čutijo, da je to v redu, nič več ne delajo cirkusa. Drugač pa vse dobiš. Bolezni, del. Jaz sem imel 5 žena. Vsaka je umrla od raka. No, čakajte. Pol mi ni treba govoriti, kako se vedejo ljudje, ko imajo raka. Pri 5 ženah sem pa le spoznal, kaj pomeni imeti raka. Ampak kaj je bilo interesantno? Pri zadnji sem pa že spoznal, da je treba ji sugerirati, da rak sploh nič pomeni. Bod vesela, da imaš raka. Kaj? Ja, kjer so pa to govori? Zakaj? Ker je noter rak in mora biti. Ampak človeški pa pravi, ne, rak je huda stvar. Seveda je. Najhujše je pa to, da je v umu. In da s tistim vsakim dnem zgubljaš radost življenja, vero, moč v življenje. Tisto, kar bi najbolj rabil, moč, energijo, je porazi tvoj mozek. Sam razmišljaš, raka imam, ali že to še kaj v življenju vredno. Če boš pa rekel, piš ga vidi pa rak. On boš rekel, ja pa čakaj, a je to kakšna metoda? Seveda. S to obliko metoda ljudje premagujejo težave na Himalaji, težave v najhujših življenjskih krizah.
vera vase. To, da boš verjel vase, da je to prav in da mora to biti. Ni nič slučajno, na svetu ni nobene stvari slučajno. Vse je zakon. In če boš to sprejel, potem ne boš več ugibal, a si revež ali bogat. Tako je in tako je prav. In s tem, če tako gledaš, si avtomatsko zbrisal iz sebe tisto najhujšo rakovo tvorbo noter, misel. In ta misel gloda po noči podnet. In to moja zadnja žena, Peto, so v Latvani 36 let, ali 35, no, mogoče zdaj let manj. Kaj se je zgodilo? Ko je popila, sem rekel, a si spet raka odpravljala. Pa je bila to, pa umno, pa drugo, ampak do konca življenja v radosti. To je pa rekel, kako pa to zgleda? Zgleda zaradi tega, ker se je zgledal, spremeniti ne moš nič. Kaj zgleda pa tega raka? Enega lepega dne sem šel prav žalostni, naredil sem se. Ko je pa šel in moj prijatelj. Prav pa je, sem rekel, raka imam. Raka imaš. Kako pa veš? Jaz sem ga ujel. Borovnic. Zdaj ga imam pa v banji, je pa žena rekla. A bo ona šla od hiše, ne pa. Rekel pa tistem, idiot. Poj pa spet enega lepega dne, sem žalostno brez naredil, sem enega tazga ljudi me navodil. Kaj pa je? Sem rekel, na sedišče grem. Kaj pa je? V službi sem tam. Jaz spet ni mogel verjeti, kaj pa je to za eno stvari. Veste, življenje ni tako resno potrebno imati, ko ga jemljete. Bodite notranjo razpoloženi, tudi ko bo kriza, jo sprejmi. Veste, težava je samo za dolg časa, dokler jo obnavljaš, pa držiš. Pozabi na njo, izloči jo, ignoriraj jo. Sami, marsikdo bo rekel, ja, to lahko reči. Seveda, če ne bi bilo lahko, če bi bilo tako lahko, potem bi to vsi delali. Ne. Nimajo tistega notranjega verovanja, da z dobro voljo premaguješ tudi take težave, primer lakote. Ta primer, ko sem imel enega zapornika, pa so se dobila po vojni, pa je rekel, veš, mene je Francoz rešil s hipnozo. Kako pa? Pa veš, v tistem taborišču tle, na Gorenjskem, ne vem, ko se že imenuje to Gorenjsko, kaj je bilo, da je bilo treba nositi cementne in kamne vsega vraga. Težke žake, 5 stopnic, ko zgor prinesel, na smrti to je nazaj, spet gor pa dol. Prav, in vsak kaznjenec je štel korake teh stopnic. Ker kaj gor tisti žake dal, je vedel, da bo do dol, pol lahko počival, to šel nazaj dol, ampak bo vol spet. Pa je rekel, ti pa ne boš dal živo. Rekel, kaj pa je? Ne znaš nositi. Aj, žake ne znaš nositi. Kako ne? Kako se ga imam na ramen, ali ti nimaš na ramen. Ja, ni to. A ti šteješ? Stopnice. Kaj napaka? Zato boš crknil. Kaj? Veš, koliko je teh stopnic? Vem, 112. A boš pa drugače reči, njih 112, 150 jih je. Kaj? Pa mi hočeš, da jih bom še toliko daleč nosil. Ne. Ko boš pa štolil na 112, reči, 150 pa tle bom počival. In boš imel občutek, da si pol manj nosil. In je rekel, nisem začel tako. Ko sem gor prišel, sem bil prej do smrti utrujen. Zdaj sem še zmeram in naredil, ker sem rekel, imam še 150 stopnice narediti. Tako prevaramo mi svoj Ker ta se je oprijel naših mnenj. Če si ti enkrat nadrgnil, boš mislil, da moraš zmeram nadrgniti. Ne pa reči drugič, ali pa na več nadrgnil.
A to je pa že korajža spremeniti svoj um. Čeprav dejansko marsikdo reče, ja, no dobro je. Kaj je potrebno, da dosežemo ta nivo? Najprej je potrebno, da iz sebe odvržemo vse, kar nas bremeni. Ta breme mi podzavestno nosimo. Ne da se zavedamo, da smo sužnji tega bremena. Jaz bom tukaj prebral, kar ti najlepše in najhitrejše in najboljše bo, če vam tole preberem. Vse je zelo kratko, 1 uro pa bo konc. No, zdaj pa poslušajte. Avtohipnoza. Tole, kar bom zdaj prebral, to morate vi začeti delati. Tukaj le bo naša draga prijateljica nam omogočila, da se bo to razmnožil, kdor bo hotel to delati. Ampak, ko boš delal, boš bral. Zakaj? Da boš osvojil to znanje. V začetku je oče naš, kdor se ga je učil, vse je prej prepel, preden ga se je naučil. Spok se ga je pa navadil, je pa rekel, da ga pa ne rabim več, ker ga imam že na pamet. No, tako približno bo tudi to. Tole v začetku je muka, dokler ne osvojiš. Pa da boš rabo več tega cegelca. Ker boš delal po tistem sistemu, ki si ga osvojil v sebe. Zato moraš to, kar boš bral, razmišljati. Ne za blablabla. Oče naš ni nič vreden, blablabla, pa konc, amen. Če pa bereš, oče naš, pa misli, čega pa je ta oče? To je oče naš. Kateri si nebesi, ti pa si nebesi. In če tako počasi začneš analizirati, boš spoznal, da je v zgodbi ali v molitvi oče naš silno veliko bogatstvo, ki ga prej nisi videl. Zakaj ne? Ker nisi naredil pauzo, pa razmišljal. Ljudje pa grejo, pa koncalje pa je. Jaz sem te albinci, ko je zvečer delala Roženvenc molitve, sem pa krišel vzel, pa si mi na vsaki tistih, ki jih je 10, 4 stran ali pa 3 stran dal. Prej bi tak venc, da bi tako velik. Ampak, ker je pa ona to vrtela, ampak ni mogla verjeti, kako da je dosti hiter. No, tega vzorca ne uporabljajte pri tem, ampak, ko boste tole delali, dajte, prisluhnite in razmišljajte. V roku 14 dni boste znali na pamet. Brez da boš kdo dregel, zakaj? Ker boste počas brali in razmišljali. Če boste pa sam brali, 3 leta pa še ne ocenčujete. No, zdaj pa poslušajte. Zapri oči, globoko vdihni in se sprosti. To bo vsak lahko, ne se bi. Taka hude slani to. Predstavljaj si, da si z vrha glave odtekajo stran vsa tvoja obremenjenost, vsa napetost, vse strahovi in skrbi. Naj steče navzdol po obrazu, po vratu, skozi ramena, prsni koš, trebuh, boke, navzdol. Naj steče po stegnih, skozi koleno meča, gležnje, stopala, ven, skozi prste na nogah. Vsa obremenjenost, napetost, strahov in skrbi se zdaj izlivajo iz nožnih prstov in ti si vse bolj sproščen. Boste rekli to, kako ste to na drobo. Ko boste začeli to počas, z mislijo spremljati, kaj je tle, boste kratko malo, vsakdo, sveda, ker bo delal, kaj kmalu spustiti, odčutil, kako se sprošča. To je nekaj neverjetnega. To je neka posthipnotična travma, ki začne delovati. Ampak, čutil boš po teh vajah, tako da si tako sproščen, da tega občutka več ne poznaš. Zakaj? Ker te je življenje skozi dolgo dobo življenja toliko onesposobilo za radost pa za prijetnost.
ker cel dan samo smo v problemih. Kdaj pa gledamo mi v resnici na to, da probleme odpravljamo? Ne, jih imamo rad. Smo prav nesrečni, če nam probleme vzamejo. Ja, če ne bi bilo tega, bi bili brez problemov. No, zdaj pa pogledajte, takole gre to naprej in zdaj boste videli, ko boste tole počas brali, boste prišli do tega, da to pravzaprav ni nobena čarovnija, da je to čist nekaj navadnega, kar bi moralo slediti v vsakodnevnem življenju. Zakaj greste zvečer spati? Tega pa ne ostanete še enkrat, pa spet nadaljujete. Zaradi tega, ker je to zakon počitka. Ravno tako je zakon, da odstraniš vse, kar te bremeni. Mi pa nenehno nosimo, zjutraj prideš glih tako utrujen, kot zvečer. Razen še dodatek imaš, kakšne sajnete, kakšen dragi lev. Ne se ni tega lev. Lahko je problem finančen. No, potem je pa nekaj. Druga vaja, ki je pa tle noter, je pa tista, ki se mi je zdela meni najtežja. Najtežja mi je bila, kako prideti v alfa stanje. Kaj ti, če ti greš v alfa stanje, se ti možgansko odpre dejavnost, katero ti samo sanjaš. Emilio Trampeš, ta je bil moj prvi guru, učitelj, mi je pokazal, pa ne samo meni, da je bil sposoben 36, kolikor je bilo tedaj v tistem trenutku v razredu, za vsakega točno vse povedati, kako se je zapomnil. Številka, kje je bil, kaj je rekel in vse. Ja, se je rekel, kakšen je pa to fenomen. Vsakdo to lahko. Samo to je tehnika, ki se imenuje, to se pravi alfa stanje. V alfa stanju razčistim možgane, da postanejo popolnoma prazni. In sprejemajo vse, požirajo in se taložira. Čez ne vem koliko časa te bo kdo vprašal, točno vedel, kdo je ta. Emilio je bil v Ameriki živel, on je prišel vsake toliko časa k nam in je povedal, da je bil on prvič v dvorani, kjer je vsak dobil listek, številko, in je on pogledal, pravi, ja, kako zapišete, kako vam je ime Lojela. In tako so šli v dvorano, vsake listek je bil. Potem je pa gor prišel in je povedal, pravi, srečen sem, da vas je 422, ali kakorkoli že, in da med temi sem srečal polno dobrih in lepih prijetnih ljudi. Številka 42, ja, takih oči nisem videl. Kaj pa 114? Ti, stani. In tako je on vsakega, ki je v tej dvorani poklical, da je vstal po številki in je po ime. Pa ga je prvič v življenju videl. Pa so pa rekli, kje pa je ta ključ? A je to fenomen, to je mogoče med milijoni ljudi eden. Ne, vsak se to lahko nauči. In nas je učil, kako mi dosežemo alfa stanje. V alfa stanju smo mi sposobni potem misli tako koncentrirati, da si sploh ne predstavljate. To je fenomenalno. Ampak jaz sem rekel, kje bi pa jaz dobil recept, kako se to dela. No, tukaj noter je opisan recept. Recept je čisto enostaven. To je miselna akcija, lahko se je pa narediš naprl na eno tablo, pa krogor in začneš. Začneš že ž, napiši ž. Vzameš gobo, v mislih seveda, zbrišeš in napišeš z. Zbrišeš in greš naprej. Od odzadi. Ne A, B, C, D, ampak od Ž nazaj. Ja, obratno. In kaj se dogaja?
Ko prideš do zadnjega, takrat si v alfa stanju. Brez da se ti zavedaš. Kajti možek je naredil tako operativno spremembo, ki jo ni navaden nikdar. In tukaj se dogaja, da ti začneš sprejemati modrost, ki jo prej sploh nisi bil sposoben. Boš lahko slišal v tem alfa stanju stotine raznih naslovov. Da boš sprašal in boš videl, kako se bo nenadoma začela prebujati fantastična memorija. Takšna memorija. Na ta račun je eden celo knjigo prebral in je potem povedal. Stran 222 pa je to povedal. Pa še rekli, pa kje so ti ljudje? In je potem odkril, pravi, samo s pomočjo alfa stanja. To se pravi, alfa stanje je pot, s katero boste lahko dosegli nivo, ki ga rabite za avtohipnozo. To se pravi, avtohipnoza bo pa kaj? V tej avtohipnozi boste vi, vsak ima svoj problem. Eden ima željo, da ne bo več kadil, eden, da bo manj živčen, eden, ne, da bo službo dobil. To ne. Da bo sebe spremenil. V tem je devic. Zdaj moramo vi gledati, ženske so imele veliko težav, svojih ženskih težav. Te so avtomatsko odpadle po sistemu, po veli, ki so jih dejale. Zdaj moramo pa vedeti, to se imenuje afirmacije. Afirmacije so zapovedi. Ne bom več kadila in se srečo, da ne kadim. No, to, kar ponavlja v alfa stanju, to postane živo njeno miselno svojstvo. Jaz sem poznal človeka, ki je vse stvari naredil, pa ni mogel odvagati cepljenja. Pa mu je ta rekel, veš kaj, samo tale princip dej, ta krog nared. Pa dej vsak dan. Vse bolj dobro se počutim, ker ne kadim. Videl v kakšnem rekordnem času, ampak v alfa stanju. Navadno mene, zdaj Rubel je delal razne stvari, ampak je povedal, da v alfa stanju ne more spremeniti. Zakaj ne? Ker sem popolnoma, ko se reče, zasvojen. Veste, vi morate vedeti, da če je tukaj eden Janc, tega ne boš mogel. Pa bo moral najprej tisto prvo, kar je bilo, odvršiti breme, ki ga nosi. To se pravi, ni človeka, ki lahko izdela, če ni odložil bremena, ki ga teži. Zavedno ali pa nezavedno. Ker mi dosti krat imamo, večinoma, imamo težave, katere imamo kot za normalno, vse kdo jih pa nima. Ne, te težave so vzrok za to, da nisi srečen. Zakaj? Ker te ovirajo v poti razvoja. Kakšen razvoj pa? Kaj pa je bistvo, da iščeš v sebi, kaj je za mene najbolj važno? Najbolj važno vsakega človeka je ravnovesje. Tam, kjer si, kako se reče, ranljiv, je si mi samo zato, ker ni ravnovesje. Mi pa sebi prikrivamo slabosti. Ne, to ni mena slabost. Ker jemliš tako slabost, ta slabost živi in jo hraniš z vsakim dnem. Ki je treba zruhati. Nič. Uničuje boš pa, ko boš v alfa stanju in boš ti neposredno dajal afirmacije. Ja, pravite, v sreči še kaj nisem bil, ki sem zdaj. Na to ponovno. Ampak prej pa pejte v alfa stanju. In boš videl. Ljudje te bodo začeli gledati, da si mečken z norišnice prišel. Doma nimaš nič urejeno, še službe nimaš, si pa govoriš, kako si srečen. Ampak kaj pa je pravzaprav sreča? Sreča
je poteča. Veste, vsak si srečo po svoje pričara. Kar je zame sreča, je za tebe lahko čim brez pomembno. Ampak tvoja sreča je največje bogatstvo, ki ga imaš. In poišči, kaj te onesrečuje. Ne 50 problemov. Koliko je Jožka pravi, tudi postelj meni. En problem je meni. Taki, en problem, če bo tist odpadel, si daleč že prišel. Če bo pa tist, je pa glisko, kad grma si se rešil, ampak tist trn, ki ga imaš pa na peti, ti je postal. Tako. Tukaj le boste dobili tele napotke. Te napotke dajte začeti resno uporabljati. Kaj je treba začeti? Začeti je treba z vero, da hočem biti srečna. Hočem biti ne bogat. Kdor bo govoril o bogatstvu, daj na drugo. Zakaj? Ker da se mu ne bo nič resničilo. Ker notranja sreča je vrh sreče življenja. Vse drugo je minljivo. Vse je malo, avto je malo, zdaj pa karamboliral, špringa gleda, pa še kaj drugega, pa ne sem to. Malo je že eno zlato, ja, pa se pa ga druga ljubila, vse je gleda. In vsa ta sreča, kar se je gomilala, je imel 10krat v rokah, pa mbena ni nič ostala kot sreča. Vse je bilo poljubljado. Kaj pa je sreča, stalna sreča? Notranji duhovni mir. Ta duhovni notranji mir boste pa dobili, ko boste se razbremenili problemov in odstranili tisto, kar vas moti v življenju. Ja, kaj me pa moti? Ja, bispec, vse se pa začne razmišljati. Ja, to pa ni časa. Časa ni. Aha, to, da pa deluje vsak dan, to pa je čas. Ja, pa pravzaprav vse ne vem, ko pa je narobe z mano. Vse v redu. Zakaj? Zaradi tega, pogledajte, kaj zdravnik naredi. Ko pravi, on se sem zdrav, pa mu vzame kapljico krvi, pa je da tudi to pogled, pa gleda, pa pravi, ja, dragi moj, to so vaša kriva, taka pa taka. Mi, kakšna kriv, kaj pa je to vašna? Sam velike probleme vidimo. Kapljica krvi pokaže vaše resnično stanje v vam. Se pa rekaj to mogoče. Ena najmanjša notranja oblika, ki vas bremeni, je slika vašega srečnega in nesrečnega življenja. Veste, človek je zadovoljen s seboj. Ne smeš biti zadovoljen. Poišči vzrok. Kajti, mi samo posledice rešujemo. Vzroke pa puščamo. In tisti vzrok spet deluje naprej. Se spremeni v novo obliko. Ego je tako pameten, da vas bo stalno nadmudril. Zakaj? Ker ko boš eno stvar rešil, bo že druga ratala. Tako je v nam. Če pa boš ti začel korenito z duhovnim notranjim željem biti pozitivni, ne okoriščati se, zdaj bom pa s tem lahko prišel do hitrejše zmage, profita pa ima drugo. Ne. Te se ne gre za nobeno materialno. Kdor bo za materialno skrbel, pa ne gre za mehanka, ta bo imel dosti dela. Zakaj? Ker karambolev bo vsak dan več. Če pa hočeš imeti notranjo srečo, to je trajno srečo, pa odpravi tisto, kar se imenuje vzrok. Pa ne bo več posledic. Spanje. Ja, veste, zakaj človek ne spi dobro? Ja, zato, ker navadil sem se na praške, torej povedal, ne. Tisto, kar te mori, moraš najti. To je uganka. Dosti ljudje cel življenje ne ve, da nosi miselnega raka v mozgu. Ta je tisti hudič. Ta miselni rak. Ta mu daje nenehno spodbudo, da živi narobe, ne pa prav. Poglejmo, glede prehrane. Koliko ljudi se hrani napačno? Vse je, dokler ne pride pod pretvezo, da je vsak dan slabši z njim. Jest
ne poznam prehrambenih problemov. Ampak vzamem visek, pa rečem, a to lahko jem. Ja, ne. Pa sem šel, pa sem jedel sir, pa kako rad. Ne jem več. Pa sem jedel, pršut, zakaj ti? Ne. Pa to? Ne. Pa je to mogoče mleko? Ne. Ne zaradi uma, ker um je rekel, kadaj, nič ga gledam, vse jogurt. Pa sem gledal, ali je ta doba še zdaj za jesti? Ne. Stran. Tako je zdelal. Ko pa boste enkrat v alfa stanju, takrat se boste pa začeli lahko pravilno lotevati viska. Zakaj? Ker ne bo več naš dirigent odločbe, kaj je prav, pa kaj ni prav. Temveč bo tista neutralna, čista miselna energija povedala. To je nujno, kajti stojimo pred problemi, da bomo imeli možnost spoznati kruto življenje, tretje svetovne vojne. Ne jemljite zdaj to kot strahopetnost, temveč vaditi morate. Zakaj? Zato, da boste jekleni v času, ko bojo težave prihrumele. Ne v parih komadih, v bataljonih. Ko enkrat začnejo nesreče v vojni, jih je toliko, da ne veš, katera je sploh še kaj pomembno. Sebe pa izgubiš. Če pa boste začeli jutri, pejte domov. Jutri, ko boste to dobili, resno obdelujte. Ljubim vas. Želim vam kaj? Da boste nosili srečo v svoji notranjosti. Ne pa problem, Jezus, Madonna, leta in pa zdaj, tako slaba še nikoli ni bilo. Seveda, če pa boš imel to duhovno moč, boš pa rekel, tako je, ampak jaz se bom vsekič na noge postavil. Zakaj? Ker bom izločil tistega vraga, ki mi jemlje moč modrosti v tem času. Mi imamo znanja preveč, ampak modrosti nimamo. Kaj pa je modrost? Modrost je izluščiti iz vsega, kar veš, ki je lahko tako čisto enostavno. Včasih en kmet, več ve rešitve, kot eden, ki ima fakultet. Ker on je tako zavozlan s to modrostjo, s tem znanjem, da sploh ne ve več za norce. Dajmo gledati naše ljudi, ki so v oblasti. Se nam mešal glav, ko pravimo, in te smo mi izvolili, in te nas bojo zdaj peljali. Ja, kam bomo prišli, ni treba sprašovati. Kaj te veste, če med norci živiš, boš norce lahko. Jaz pa hočem eno povedati. Zavedaj se, da moraš sam sebe dvigniti. Noben te ne more dvigniti. Ne jaz, ne doktor, noben, tudi Bog ne. Kaj pa Bog ne? Kaj pa je Bog? Bog je ljubeča energija, dragi moj. Bog ni to z brado. Če ti imaš z brado, pa še impotent je. Boli ga klinec za ženske. Kaj pa češ poznati? Zdaj bi jaz povedal samo eno. Resnično vam hočem povedati nekaj. Zdaj, ne jutri, pa po jutrišnjem, se odločite, da boste začeli resno delati na sebi. Ne na drugem. Veste, starši so ponavadi najslabši vzgojitelji otrok, ker jim vcepljajo svoje neumnosti. Z firmo bolj pametnega ni. Ko pa enkrat pogledaš, koliko je teh oblik pedagoških že spodrsljajev, med samim pedagogi, kaj šele drugim. Ovo še rekel, ja. Kdaj in kako naj začnem? Na sebi. Prvo očisti in uredi sebe. Takrat boš ti šele, ko boš očiščen, spoznal, da ni časa, da se boš z drugim brigel, ker je toliko pri meni težav. In ko boš spoznal eno težavo, se ti bo kar hitro zasvetila še ena. Ali je se nekaj, to je pa tudi hudičija. In kmalu spoznaš, da si bil vzgojen v zelo lepi družbi samoslavije.
Vse, kar zdelo, je bilo nekam nasprotno. Zdaj pa dajte, draga moja, bodite pomoč. In vsem, kateri želijo, ampak verite nekaj, samo od sebe ne bo nič ratalo. Jaz sem rabil za hipnozo, ampak jaz sem se komulc, samo šlerije počenjal, ampak to je šlo najhitrejše. Sem rabil 3 mesece korenitega vežbanja. Ja, tisto, sem rekel, so pouči. Tako da sem gledal. In so rekli, ja pa ko se mu izmršali, vse je bilo nekaj drugače. Hodil sem drugače. To sem jaz. Se rekel, Madonna, vegano se gledno. S hojo poznaš človeka, kdo takole gre, ta železni v problemu, ki ga nabori je šel, zakaj ne, ker nima moči za svoj vstop, ki je potreben. Ni pa treba zdaj biti pa diktator. Ni treba, da si zdaj ta Hitler. Ne. Moč imajo v notranjosti. In o tem, kako boš ti to delal, je pa še en ključ, ki ga morate vedeti. Nikomur govoriti o svojih vajah. Zakaj? Ker čim bolj boste vadili, bolj boste bogati v notranjosti. Ljudje so pa željni, da vam ukradejo tudi ta zadnji srečni trenutek. Ne ga v sebi. Tudi najbližji. Kaj ti? S tistem, ki boš sebe odvignil, boš lahko eno pametno pomagal. Če ne boš pa pomagal, da boš še slabši. Pametno pomagati je na to tako. Ljubi sebe in ta ljubezen bo lahko tudi drugega dvigna. Ne tista umetna ljubezen. Ne tista, ki Franjsko ima pomečkaš. Jaz res srečna, kdo pa ne. Ampak kaj se pol Franjska spozna? Da je bila to samo iluzija, da je bila to samo sanje. Mi pa ne smemo živeti v sanjah. Mi moramo živeti v realnem svetu. Realni svet je pa samo takrat, ko bomo začeli mikroskopsko gledati na sebe. Tako kot doktor, vzame, vaš prvi. In iz tiste krvi, kdo si, takšni je pravi. Mi pa mi smo velik drek mora biti, da bomo vedeli, da si slab. Ne. Najmanjša napaka je lahko tako huda, kot druga največja. Zakaj? Ker ta napaka ti dela oviro, slepoto, ne vidiš realnosti. Ljudje so se bavili s politiko. Uverjeni, da bomo tako lahko najhitrejše prišli do Božjega imena. Prava oblika življenja je, kar boš s svojimi rokami, to se pravi, z svojimi vrednotami ustvaril. To bo tvoje trajno. Druge pa samo prilepili. So imeli ljudje take zvezde na prsih, ki smisliti, da se večega heroja ni v njega. Te pa bila sprememba oblasti, je pa strašna. In veste, tako je bilo. Jaz sem imel v partizanih enega, da sem šla skupaj, pa je šel, pa je zaustavil se, prej so bila pa pri njegovi materi. Mate bila pa verna. In mu je dala rožen ven, se rekla, tole ti dan, medve. Ampak ko sem šel, to tudi še ima se videl. Sem videl, da je nekaj vrgo. Sem šel gledati in sem najdel tisto rožen ven. Sem ga pobral, se je poslušal. Tega tam ne more. Mati ti ni dala zaradi tega, da te je hotela imeti v tej obliki. To ti je dala zato, da boš imel moč, ljubezen. Po 2 mesecih se je predal, spet je vrl. Veste, mi moramo videti, kar kdo nekomu da, to je silno bogatstvo, ali pa silna bolečina. Zato ne igrajmo se vi zdarili. Kar daš, da je od srca. Ne pa za računico, da boš 2krat toliko dal meni za. Kdo smo? Ljudje, navadni, z vsemi oblikami težav. Ni boljših, kot smo. Pa tudi slabših ni. Kajti mi smo ustvarili vojne. Mi smo ustvarili zelo. Koliko milijonov je šlo v prvi, drugi, tretji svetovni vojni? In zakaj? Samo zaradi tega, ker je bil pohlep
v materialnem svetu. Duhovno smo ostali pa isti kot svetlost. In ti moraš videti, spremeni se, kaj ti od tebe je odvisno, kako bo srečen jutrišnji svet. No, to, če sem malo prav podaljšal. Lahko nekaj vprašam. Ja, seveda, da pa ne. Alfa stanje, abeceda odzadi, kaj pa številke? Ja, poslušajte. Tele noter imate vse opisano. Številke, veste, zdaj se bomo jasni. Zakaj so črke? 24 tako, karkoli je že teh črk navadne štela. Ni važno nekaj. Da te odmagli od tega miselnega sveta, ki ga nosiš v sebi. To je avtomatsko pražnjenje tistega miselnega sveta, ki neposredno deluje nezavedno. Nezavedano. Zdaj pa, ko greš skozi vse to, postane ta miselna oblika čista, prazna. In takrat si spremenljiv za drugačno sprejemanje kot normalno. Številke, lahko greš od številk, lahko narediš tudi na 60 številk. Sam del časa bo trajal. Koliko, ja, ali pa so koliko moje težka pridela. Prvo življenjski. Jaz sem je malo zmanjšal in ko je pa dobila in videla, kaj je, me stisnem, pa te mnoštram pojal. Ti, glej, Džofija, ujaviš, da je jagode ven pobrala. Je rekla, ja, sveda, ko boš noč. Ampak, dajmo videti nekaj. Življenje ni težko, mi smo težki. To je vam. In dajte, začnete pri sebi, ne pri sosedu. Mož največ vidi sam napahe pri ženi, žena pa pri možu. Ja, pri njej pa vse v redu pri sebi. Ampak to je tisto, kar nas goni v življenju. Vidimo, se pravi, vidi mušca v svojem redu, ne vidi pa slona. Tako je to. Nič straha imeti. Z ljubeznijo se lotite tega. Sproščajte se, od tebe odstranite težave po sistemu. Začetka beri, pa razmišljaj. Ne jed naprej, dokler ne pomisliš, zakaj je to omenjeno. Pa kjer del je to. Če piše leva roka, pomisli na levo roko. Poglejte na levo, ne pa kar naprej je to. Ne preskakujte. Življenje je najslabše takrat, ko preskakujemo in nismo povezi z potrebno življenje. Delajte. Tebi pa hvala, da boš pomagala. To je vse. Ajde, Joško, zdaj pa tebi. Mogoče sem res malo. Veste, on ima tudi eno slabo stran, ki je tudi težko priznati. Vedno malo podaljšan. Ampak ne vse. Veste, ego je huda zadeva. In ta nas matra, dokler živimo, če ne naredimo nič, da ga pravzaprav nekako omejimo. To, kar vam je Oleg povedal, to so odlični napotki za samo ohranitev, za samo držo, da vas ni strah. To je zelo pomembna zadeva. Ko govorimo o alfa stanju, alfa stanje je tudi pri tej tehniki, ko jo razlagam. Kaj pa je to, ko ste brez misli? Alfa stanje. Alfa stanje. Samo pot, kako pridemo do tja, je pa druga, različna. Ampak osnova, kar je pa naše duše. Koliko smo pripravljeni narediti,
da bomo lahko te notranje rezerve koristili. A smo kaj pripravljeni, pa nismo. Jaz moram reči, da sem iz skupino pri vas, se pravi z vami, zelo zadovoljen. Ker to nismo dosegli niti v Ljubljani, niti v Kočevju, niti v Kranju. Vi ste, ko smo zadnjič pogledali pred mestom, dosegli točko. To pa ste dokaj veliko dosegli. To se pravi, ste pa šli do točke, ko ste izločili misli. In da izložite misel, takrat začne notranja energija delati. Kaj pa je notranja energija? To je življenjska sila v nas. In ta življenjska sila, to jo, ko enkrat daste prostor, začne delati tako, da imate ljubezen v sebi. Veste, to, da živimo, to je dar. To, da dihamo, to je tudi dar. Samo uzavestiti to, da začnemo to zavestno delati, to je pa hud preklop. Da si vzamemo toliko časa, da nekaj naredimo za sebe. A je to zjutraj, a je to zvečer. Kdaj imamo čas za sebe, da gremo lahko v sebe in da začnemo to delati. Oleg je lepo povedal. Hipnoza, to je hud trening. To je hud trening. In da boste dosegli hipnozo, boste kar nekaj časa porabili. In tudi volje. Različne poti so, kako pridemo do sreče. In kaj je sreča? To vam je Oleg tudi zelo lepo povedal. Ne moje materialno bogastvo, ampak moj občutek, ki je stalno prisoten. Stalno prisoten. Ta občutek je pa zavedanje, da živi in da diha. Veste, ko pridemo enkrat v tako stanje, da nam je omejeno dihanje, začnemo sabo ljubiti, takrat se zavedamo svojega diha. In dajmo prej nekaj narediti za to, da se bomo zavedali diha, da ga bomo občutili. In ko to začnemo čutiti, začnemo sebe negovati v čisti ljubezni. To je povezava, to je stalna povezava. To smo skozi povezani z vesoljem. In ko bomo vedeli, da to ni samo zrak, ampak da je to energija, odkot pa dobivajo hrano, ko je Oleg razlagal, da je šlo v Evropo. Od nič ne gre. To je zavedanje vsakega diha. Z dihom pride energija. In z dihom, ko ga ozavestimo, ni treba to jesti. To se pravi, ne da je ta hrana slaba, ampak enostavno jo ne rabimo pol več, če enkrat začnemo pravilno dihati. Ker se gibamo skozi energijo, samo v nezavednem stanju. Moram pa nič ne koristiti. Samo če vemo, da je to res, da se tega oddih in izdiha zavedamo, in pa lahko tudi živimo od tega. Ne vsi. To je kar hud trening, ne. To ni enostavno.
Ampak, če boste sebe malo premaknili, in to ste te, ki skozi hodite, moram vas pohvaliti, res v redu, jaz sem premišljeval vas. Enkratno. No, dajte dvigniti, koliko vas lahko opazuje misel. No, dajte se pogledati. Koliko vas je pa zdaj že točko dosegel? Višji roke, to je pa res, čakajte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, evo, bravo. To, poslušajte, doseči točko, to je ekarga v jogi. To je prva stopnja meditacijske joge. Vi začnete šele na tej stopnji lahko razumevati, kaj je nadjaz ali višji jaz. Tukaj je še ena čakra. In nad to čakro, 11 km visok, je še ena naša čakra. In od tukaj smo prišli v telo. In od tukaj moramo začeti plezati nazaj. Da zapustimo tretjo gostoto. Preko nadjaza, karkoli pride, pride pa vedno, enkrat je konc. In če bomo v tem življenju se začeli uporabljati svoj nadjaz, to se pravi, bomo in tako vse videli. Mi in tako vse vemo, samo dovolite, koliko ste dovolili, da ta energija v vas, ko dovolite, da pride ta svetloba od te čakre, ko je kot zvezdica, vlečete energijo v sebe. In ko se boste začeli pogovarjati z nadjazom, boste ne samo srečni, vi boste lahko tudi drugim ljudem pomagali. Takrat lahko pomagamo drugemu, ko si sam zadost močen, ko sam zadost piš. Dokler pa tega ne, naredi nekaj za sebe, delaj na sebi, da boš lahko drugemu pomagal. Premu ne moreš. Zdaj ne bomo preveč govorili, jaz bi šel kar na val. Koliko vas je pa čist noto? Ja, bom kar usnal, vse mi boste za starši slušatelji otrosti, bom razložil samo dihanje, potem bom šel pa še na opazovanje misli, pa na točko, ker bo premalo časa. Oleg vam je tam noter povedal, kako se sproščate. To je odlična zadeva. Jaz nimam toliko časa, ne potrpljenja, nisem niti tako dober pedagog, ampak vam bom čisto enostavno povedal. Telo sprostimo tako, da začnemo pri nogah. Zategnemo nožne mišice in jih sprostimo. Sproščanje je nasprotno občutek od zategnjenosti mišic. No, dajmo še enkrat. Zategnemo in sprostimo. Zategnemo trebušne mišice in sprostimo. Zategnemo prsni koš in ga sprostimo. Zategnemo roke in sprostimo. Zategnemo vrat in sprostimo. Zategnemo obrazne mišice in sprostimo. Zapremo oči in opazujemo vdih in vdih. Samo opazujemo pri vdihu, kaj čutimo. Kako gre sapa skozi
sapnik v pljuča, do spodnje prepone in ko se zrak obrne. Nič ne delamo nasiljem nad dihanjem, normalno dihamo. Samo gre za občutek, kaj čutimo, ko vdihnemo in kaj čutimo, ko izdihnemo. Počasi odpremo oči. Umijemo se, kot da se umivamo z vodo, je pa to energija. Kar še enkrat. Tudi obrazne mišice se sprostijo, gube se lepo povežejo. Smo mlajši. A kdo od novih ni mogel slediti, da ni mogel občutiti diha, ko ni diha? Je kdo? Ok. To vsi. Zdaj bomo šli na opazovanje misli. Misli opazujemo s tem opazovalcem, kot smo opazovali vdih in vdih. Čisto misel pride kot oblaček skozi ekran, ali je pa slušna misel, lahko jo tudi slišimo. In karkoli se pojavi, vi samo opazujte misel. Samo opazujte. Misel ne bo zdržala našega opazovanja. Misel bo šla, bo prišla druga. Samo opazujte in bo zopet šla. S tem, ko boste te misli opazovali, kdo je ta, ko opazuje misli? Naše misli. Naš notranji jaz. To se pravi, lahko opazujem svoje misli. Te misli, ko jih imamo za svoje, to niso naše. Mi bomo lahko misel ustvarili šele, ko bomo v točki, ko bomo brez misli. Potem pa lahko nekaj novega kreiramo. Dokler pa tega nimamo, smo pa odvisni tako kot radio, smo samo sprejeli. In te misli je strašno težko odstraniti, ker se ego upira, on noče, da ga vržete s konja. No, bomo šli na sproščanje telesa, gremo noge, zategnemo in sprostimo. Trebušne mišice zategnemo in sprostimo. Prsni koš zategnemo
spustimo, roke zategnemo in spustimo, vrat zategnemo in spustimo, obrazne mišice zategnemo in spustimo. Smo popolnoma sproščeni. Opazujemo, da pride misel. Čakajte misel, kot čaka maček pred luknjo miško. Ko pride, jo samo opazujte. Čas odprimo oči. A lahko dvignete roke, te, ko ste lahko pozvali? Veste, zdaj v tej dobi, ko prihaja, bo to odločilnega pomena. To sem vam že prejšnji mesec povedal, vi ste profesionalci za to dobo. Ta doba, kakorkoli zgleda grozna, karkoli se bo dogajalo, se to dogaja zaradi nas, da pridemo v višjo zavedanje. Če ne ga bomo skozi tako sraj, ko smo ga doslej. Ko smo vodo zastrupili, zrak smo zastrupili, zemljo smo zastrupili. Tudi če ne bi bilo nobene druge katastrofe, je že to ogromen. Smo si odrezali, tako rekoč, vejo, na kateri sedimo. Naša zavest se mora spremeniti. To je nova doba. Ne, da boste vi spremenili, ampak vsak v sebi. Vsak v sebi mora priti na višji nivo. In če boste uporabljali nadjaz, ste v 5. gostoti. 5. gostota. In dejte, trenirajte, dokler je še čas. Veste, vojaki vežbajo, preden grejo v bitko. In tisti, ki so bili dobro pripravljeni, ki so se lahko dobro borili, so imeli šanso preživeti.
Tisti, ki pa niso nič znali. Veste, vibracija zemlje itak deluje. Že dela, zato vam jaz ne govorim več o vibracijah. Vibracije so zdaj tukaj. Vi boste samo odprti. Odprti za vse spremembe. Ne vas ne jezi, kdo je zmagal na volitvah. Ne razborite se za poročila na televiziji. Naredite nekaj sami na sebi. To so najlepša poročila, ki jih boste zabeležili za sebe. To je nekaj najboljšega. Če samo milimeter napredujete v tem življenju, smo nekaj naredili. Če pa nič, a ne, pa bomo pa spet znova, se bomo pa zopet rojevali v takih in podobnih težavah, kot smo jih imeli v tem življenju. Veste, nova doba bo prišla. Ne glede, bomo mi kaj naredili ali nič. Ampak če bomo pa naredili, bomo pa to gledali kot normalen proces. Nič ni to takega. To je, tako kot sem prej povedal, zaradi nas. Ni slučaj, da nas je zdaj toliko več. Da nas je 7 milijard. Vse duše so hotele sem priti, da bi to doživele. To ni slučaj, da nas je toliko. Da je prišlo do tega, da smo v taki situaciji, kot smo. Jaz bi zdaj šel še na A, bomo A odpeli, potem pa še Omen. Pojte ta A pa Omen doma, kolikor pač imate možnosti. Kolikor pač imate možnosti. A je za afirmacijo, za vašo počutje, za vaš uspeh zdaj, v tem življenju. Omen je pa molitev in je obenem tudi vibracija. In ko bomo v skupini pel A, Omen, pride do močnejše vibracije. In to lahko občutite v šesih, lahko občutite na vrhu temena, lahko občutite v prsih. Opazujte se, ko pojete. In boste videli, kako vibrira, ko nas je veliko. In potem, ko ste doma to pel, boste prišli približno tako, kot je v skupini. Ampak skupina je močnejša. No, gremo peta. Pojte tako.